Pozdravljeni vsi skupaj. No, zdaj so pa tudi mene zadolžili, da bom jaz vsak petek tudi z vami. Glede na začetek mojih sporočil bi se najprej ustavila na eni zadevi, ki jo prav vsak v svojem življenju ima in se pogostokrat sooča z najrazličnejšimi izzivi in težavami. Morda ima tudi kdo od vas težave na finančnem področju in se spopada s pomanjkanjem. Morda je vaš večni trn v peti partnerstvo, komunikacija, težave v odnosih. Morda so druge težave, ki jih želiš rešiti, da bi bil bolj srečen, bolj srečna, da bi naredil korak naprej v tisto smer, kamor si želiš. Tale moja slikca v ozadju predstavlja vaše življenje. Jaz sem si to zagledala, tudi moje življenje. Na desni strani je polje, žitno polje in nekaj tega žita je že požetka. To pomeni, nekaj rezultatov iz mojega življenja je že nastalo, so že sadovi tega mojega dela. Na drugi strani pa vidite žito, ajdo, ki cveti, bogato cveti. To pomeni, posejali so jo in čaka, da bo dozorela. Tako je tudi v našem življenju. Veste, vsak od vas je do sem prišel, kakor je najbolj vedel in najbolj znal. Imel je vrednote, s katerimi je prišel do sem. Vztrajnost. To pomeni, kljub težavam, ki jih je imel, je vztrajal, da je do sem prišel. Tudi potrpežljiva je bila včasih oseba za kakšno stvar, ki bi želela, da bi bilo, ali pa želi odpreti, pa takoj pa ni šlo. Ampak s potrpežljivostjo in vztrajnostjo smo vsi prišli danes do sem, kamor smo prišli. In čestitam nam vsem. Tudi rešitve ste iskali, kako bi eno stvar drugače naredili, ko ste videli, da je mogoče kakšna stvar nerešljiva. Ampak verjemite mi, vsaka stvar je rešljiva, ko se ustaviš in pogledaš stvari iz vseh strani in iščeš rešitev, kako bi eno stvar izboljšal, pa tudi, če se zdi nerešljiva. Jaz velikokrat rečem, pa to ste me že slišali, če ne delaš stvari z ljubeznijo, je boljše, da se usedeš v kot in počakaš, da napad mine. Ker drugače je to Sizifovo delo. Če pa delaš z ljubeznijo, se pa slej ko prej pokažejo rezultati in presenečen si nad temi rezultati ali pa dejanji. Kar je pa zelo pomembno v vsem, hvaležnost. Hvaležnost prav za vse. Za sebe, do drugih, karkoli nam je nekdo omogočil, pomagal, kar imamo, kar smo dosegli, kar smo se odločili, hvaležnost prav za vsako najmanjšo stvar. Veste, vse te stvari, ki sem jih zdajle dala v razmišljanje, to je veličina vsakega posameznika. Zdaj pa samo vprašanje, kdo to vašo veličino vidi, ceni. Največkrat opažamo, da se še mi sami sebe ne znamo dovolj ceniti za vse to, kar smo naredili, dosegli, ko smo prišli do sem. Priporočam vam,
konec leta se steka, naredite en pregled za nazaj. Ampak ne, kaj vam ni šlo, kaj je šlo narobe, kakšne težave so bile. Naredite pregled, kaj ste dobrega naredili, kaj ste dobrega dosegli, kaj ste nekomu pomagali, omogočili, lahko je tudi s prijazno besedo. Pomemben je, kaj ste se naučili v tem letu, ki ga je zdaj konec. Sem prepričana, da se je vsak nekaj na novo naučil. In pomemben je tudi, kaj si vi želite. Katere cilje si želite na novo postaviti, ki se do zdaj še niso uresničili. Ampak poglejte tudi, kaj za ta svoj cilj, ki si ga res želite, že imate. A je to materialno, a je to znanje, a imate praktične izkušnje, da boste videli, da boste ta svoj cilj lažje uresničili, tudi kdo vam pri tem lahko pomaga. Da boste videli, da ni tako težko uresničiti tega cilja, ko vidite, kje že ste. In odprite vrata novemu znanju. To mi tukaj resnično že znamo, ker se vedno na novo učimo nekaj novega. In to je življenje. To je to, kar pridemo do spoznanja, da smo sposobni še marsikaj. In to naj bo vam napotek za leto, ki prihaja, ampak resnično vam priporočam. Vse, kar delate, delajte z ljubeznijo. Na vseh teh posameznih področjih bom pa skozi te videe vam skušala vsako zadevo posebej povedati, kaj bi bilo dobro, ali boste pa vi to naredili, ali ne boste, boste pa sami odločili. In potem bo zopet leto naokrog in zopet boste naredili pregled, kaj ste dobrega naredili, kaj ste se naučili, kaj si še želite in ali vi to zmorete. In jaz sem prepričana, da vi prav vse stvari zmorete. Srečno in uspešno naprej z ljubeznijo.